O reformi študentskega dela komentar dneva Marko Kastelic. V Mladem forumu smo mnenja, da se mora področje študentskega dela reformirati, saj sedanji sistem omogoča vse preveč kršitev in zlorab šolskega sistema. Zato predlagamo uvedbo kratkih del, nove pogodbe o zaposlitvi, preko katere bodo lahko delale vse kategorije prebivalstva, študentje in dijaki, polno zaposleni, upokojenci ter trenutno nezaposleni. Pri kratkih delih bo delodajalec plačeval pavšalne dajatve v višini 25%, in sicer recimo pri študentih po naslednjem ključu 11% bo šlo za štipendiranje in študentske domove, 12% bo šlo za pokojninsko blagajno, 2% bo šlo za sklad, iz katerega se bodo financirale vse mladinske organizacije, torej celotna odločitev bo bila 25%. Iz naslova kratkih del bo stekla večja količina finančnih sredstev v sklad za štipendiranje in izgradnjo študentskih domov. Hkrati pa se bo odpravil tudi največji problem današnjega sistema študentskega dela, fiktivni študenti, zaradi katerih država vsako leto nameni v prazno večje količine denarja. S kratkimi deli bo potreba po fiktivnih vpisih zamrla, zato v Mladem forumu zahtevamo, da se delež denarja, ki je prej šel za financiranje študentskega statusa fiktivnim študentom, nameni za štipendije in izgradnjo študentskih domov. S tem bo lahko več študentov prejemalo štipendije, ki bodo tudi višje kot dosedanje, ki ne pokrivajo vseh realnih stroškov študentov. Z ustrezno visokimi štipendijami se bo zmanjšala potreba mladih po delu, s katerimi se sedaj pokrivajo stroške prebivanja, prehranjevanja in študija. V izogib zlorabam kratkih del naj se uvede omejitev po času trajanja, ki naj bo 960 ur na leto, in zaslužku dela, ki naj mesečno ne presega višine minimalne plače. Potrebno se je zavedati, da so kratka dela oblika kratkotrajne in začasne zaposlitve. Kratka dela so kompromisna možnost, ki bo na eni strani ohranila pravico študentov do dela, po drugi pa izničila nelojalno konkurenco, kot je predstavlja sedanja oblika študentskega dela. Z upoštevanjem delovne dobe, upada potrebe po fiktivnih vpisih ter večjega vpliva v sklad za štipendiranje bo uvedba kratkih del močno izboljšala položaj mladih v primerjavi s sedanjim stanjem. In za konec dovolite, da nekako častno pokopljem študentsko napotnico. Lahko ji rečemo hvala študentska napotnica in študentsko delo. Dolgo časa ste služili kot socialni korektiv in marsikateremu študentu in študentki omogočili, da je preživel, sedaj pa je čas, da se od nje poslovimo in nekako najdemo nove oblike kratkih del, ki bodo nadomestile študentsko delo. Študentska napotnica, počivaj v miru.